Svet je poln čudnih, nerešenih skrivnosti. Od zločinov, ki so postali nepojasnjeni primeri, do vprašanj o vesolju. Tako majhne kot velike skrivnosti imajo enako moč, da nas zmedejo. Tabbyjeva zvezda je eden najbolj skrivnostnih objektov, ki smo jih opazovali v vesolju. Več kot 100 let so jo astronomi opazovali, vendar so šele nedavno opazili nenavadne svetlobne učinke te zvezde. Ti pojavi ostajajo skrivnostni, saj so kot razlago predlagali vse od oblakov prahu do zunajzemeljske tehnologije. Tabbyjeva zvezda je od Zemlje oddaljena 1470 svetlobnih let v ozvezdju Laboda. Ni je mogoče videti brez teleskopa in sprva ne izgleda nič posebnega v primerjavi z zvezdami okoli nje. Šele z obsežnim opazovanjem so opazili kaj skrivnostnega. Leta 2015 so ljubiteljski znanstveniki pregledovali podatke iz NASInega vesoljskega teleskopa Kepler v okviru projekta Planet Hunters. Cilj je bil najti potencialne eksoplanete. To so planeti, ki krožijo okoli zvezd, ki niso Sonce. Teh planetov ni mogoče neposredno zaznati, vendar povzročijo rahlo potemnitev, ko preidejo pred svojo matično zvezdo. To potemnitev je mogoče zaznati in prav to so lovci na planete iskali, ko so pregledovali podatke. Tabbyjeva zvezda je pokazala nekaj potemnitve, vendar je bila ta drugačna od vsega, kar je projekt do takrat našel. Potemnitve so bile bolj nepredvidljive. Prišlo je do postopnega slabljenja zvezdne svetlosti, hkrati pa so se pojavljali tudi občasni veliki padci, ki so se nato postopoma povrnili. Padci v svetlobi so bili tako veliki, da bi moral biti planet, če bi jih povzročil, velik polovico zvezde. Ti večji padci so bili neredni in niso sledili vzorcem, ki so jih pokazali drugi eksoplaneti. Poklicni astronomi so opazili skrivnostni objekt in začele so se obsežnejše študije. Toda še preden so lahko zbrali veliko podatkov, so se že začela ugibanja o tem, kaj stoji za skrivnostjo. Ena izmed bolj domiselnih teorij je pritegnila pozornost neznanstvenih medijev. Namigovala je na prisotnost nezemeljskega življenja, ki je bolj napredno kot tisto na Zemlji. Dysonova sfera je hipotetična tehnologija, ki bi jo lahko napredna civilizacija uporabila za zadovoljevanje svojih energetskih potreb. Gre za megastrukturo, ki obdaja zvezdo in zajema energijo, ki jo nato lahko uporabljajo živa bitja. En korak pod tem je Dysonov roj, ki bi bil sestavljen iz številnih satelitov, ki krožijo okoli zvezde po svojih lastnih neodvisnih tirnicah in vsak zbira energijo. Teoretično bi Dysonov roj povzročil zatemnitev svetlobe zvezde, vendar to ne bi niti približno pojasnilo večine opaženih podatkov. Ni razloga, zakaj bi bil Dysonov roj boljša razlaga kot naravno nastali objekti, ki krožijo okoli zvezde. Tu je tudi dejstvo, da je Tabbyjeva zvezda glavnega zaporedja tipa F, ki ima precej krajšo življenjsko dobo kot naše Sonce. Malo verjetno je, da bi katerikoli planet, ki kroži okoli te zvezde, lahko razvil življenje dovolj napredno za tak tehnološki dosežek. Ko so znanstveniki zbrali več podatkov, so odkrili nekaj zanimivega. Svetloba zvezde Tabby ni enakomerno potemnela. V infrardečnem delu spektra je bilo manj zatemnitve kot v ultravijoličnem. To nakazuje, da je karkoli povzroča potemnitev zelo majhno, veliko manjše od kateregakoli satelita v orbiti. Namesto tega so znanstveniki predlagali, da je za potemnitev odgovoren oblak prahu. Tudi to pa ne pojasni vseh podatkov. To ne bi pojasnilo kratkih, a zelo velikih padcev svetlobe in tudi samo po sebi ne razloži, odkot je prah sploh prišel. Druga, novejša teorija je možnost, da je za to kriva osirotela eksoluna. Eksolun še nikoli niso bile odkrite, vendar so teoretično mogoče. Če bi ena krožila okoli planeta, ki je bil uničen v bližini Tabbyjine zvezde, obstaja možnost, da bi Luna še naprej sama krožila okoli zvezde. Če bi bila dovolj blizu, bi zvezda počasi odstranila material z Lune, pri čemer bi za seboj pustila oblak prahu, pa tudi večje predmete, kar bi lahko pojasnilo pojav večjih potemnitev. Malo verjetno je, da so za skrivnost Tabbyjine zvezde krivi Nezemljani, vendar znanstveniki še vedno niso našli popolnoma zadovoljive razlage. Ta zvezda je morda nekaj, česar še nikoli nismo videli. 27. aprila 1843 je izbruhnila bitka pri Yorku, ki je bila del vojne iz leta 1812. Bitka se je odvijala v današnjem Torontu v Kanadi, ko so ameriške sile izvedle amfibijski napad na mesto in se odločile, da ga oplenijo. Parlamentarne in javne zgradbe so bile zažgane, skladišča pa popolnoma uničena.
To je britansko vojsko močno prizadelo, saj je bil York okupiran in več nekdanjih britanskih kolonij izgubljenih. To Britancem ni bilo po volji, zato so se leta 1814 odločili za maščevanje. Vendar niso napadli Yorka, kot bi morda pričakovali. Namesto tega so se odločili napasti Washington, saj je bil to glavno mesto ZDA. Britanske čete pod vodstvom generalmajorja Roberta Rossa in admirala Georgea Cockburna so 24. avgusta tistega leta prispele pred mesto, kjer so jih pričakali ameriški vojaki. Prišlo je do spopada, vendar so bili Američani hitro premagani in so bili prisiljeni umakniti se v mesto. Britanci niso izgubljali časa in so prav tako napredovali v mesto, kjer so hitro prevzeli nadzor nad območjem, vendar jim ni bilo dovolj zgolj zasedba prestolnice. Odločili so se, da bodo Američanom dali lekcijo, tako da so oplenili mesto, tako kot so to storili v Yorku nekaj let prej, in posledice so bile katastrofalne. Bela hiša, ministrstvo za finance in druge vladne stavbe so bile vse požgane in kar je presenetljivo, ni padel niti en britanski vojak. Preden so Belo hišo požgali, so opazili, da je Cockburn prispel v stavbo in si sam postregel z delom obroka, ki je bil pripravljen za predsednika Jamesa Madisona, preden je moral pobegniti. Nato se je odpravil v uredništvo časopisa National Intelligencer z zelo specifičnim ciljem v mislih. Urednik časopisa je objavil nekaj žaljivih pripomb o Cockburnu in ta se je odločil odstraniti vse črke C iz tiskarskega stroja, da njegovega imena ne bi bilo več mogoče zapisati in objaviti. Nato se je vrnil v svojo vojašnico, kjer je odločil, da mora stražo držati le en vojak, saj je verjel, da so bili Američani popolnoma in dokončno poraženi. Plenjenje se je nadaljevalo naslednji dan, vendar se je začelo katastrofalno. V Fortu McNair je 12 vojakov po nesreči prezgodaj vžgalo smodnik in izgubili so življenje v eksploziji. Kljub temu je bil velik del Washingtona še vedno v plamenih in zdelo se je, da bodo številne dragocene stavbe in znamenitosti popolnoma porušene. Toda zato se je zgodilo neverjetno naključje, vreme se je začelo hitro spreminjati. Tornado je prizadel območje, trgalo je strehe z hiš, izruvalo drevesa in zasipaval prestolnico z dežjem. Požari, ki so jih zanetili Britanci, so bili vsi pogaseni in po vseh pričevanjih se je dan spremenil v mrak. Tuljenje vetra in strele sta skoraj 2 uri še dodatno poslabševala razmere, zaradi česar je veliko ljudi ostalo brez vsega. Posledica vsega je bila, da je bilo veliko stavb, ki so jih že odpisali kot uničene, dejansko rešenih, kar so ljudje označili za pravi čudež. Drugi so verjeli, da je šlo zgolj za srečno naključje, ki ga je povzročila neverjetna sovpadnost. A kakorkoli že, škoda v mestu je bila omejena in Britanci so se odločili raziti se le 26 ur po prihodu. Julija 2020. Se je Jared Shadid nastanil v namestitvi Airbnb v Seattlu. Iz tega dne so ga videli, kako je zapustil nepremičnino in za seboj pustil vse svoje stvari. Njegovi bližnji ga od takrat niso več videli ali slišali od njega. Jared je bil uspešen odvetnik za priseljevanje, doma iz Queensa v New Yorku. Imel je doktorat iz prava z pravne fakultete Univerze Duke in je prej opravljal prakso pri organizaciji Common Cause ter inštitutu Hudson v Washingtonu, D.C. Zelo mu je bilo mar za pomoč manj srečnim. Po besedah prijateljev je bil zelo prijazen in pameten. Jared je živel v Baltimoru in delal v odvetniški pisarni Grossman, Young & Hammond, ki se nahaja v Washingtonu, D.C. V prostem času je rad obiskoval koncerte in v njih pisal na svojem blogu. Zanimalo ga je pisanje in po besedah prijateljev je pisal knjigo. Po besedah prijateljev se je zdelo, da Jared živi ameriške sanje, vendar se je nekaj spremenilo poleti leta 2023. Nenadoma je pustil službo in začel potovanje o pacifiški obali. Jared je že prej hodil na potovanja z avtom, vendar tokrat ni povedal nobeni družini ali prijateljem, kam gre. Veliko njegovih prijateljev od decembra 2022 sploh ni slišalo zanj, njegova družina pa je za potovanje izvedela šele, ko je bil prijavljen kot pogrešana oseba. 30. julija se je Jared nastanil v Airbnb-u v Seattlu. Kamera pri vhodnih vratih ga je posnela, ko je svoje stvari, vključno s prenosnikom, nesel v nastanitev. Kmalu zatem je Jared zapustil hišo. Za seboj je pustil vso svojo elektroniko, vključno s telefonom, zaradi česar je bilo od takrat naprej težko slediti njegovim premikom. Policija je stopila v stik z Jaredovo družino, ko se ni odjavil iz nastanitve.
Nihče ni imel pojma, kam bi lahko šel, niti načina, kako bi ga lahko kontaktirali. S pomočjo njegovega računa na Airbnb-u so lahko izsledili njegove premike pred bivanjem v Seattlu. Ustavil se je v Forksu v Washingtonu in v Los Angelesu v Kaliforniji. Seattle je bil le njegov najnovejši postanek in zdi se, da potem ni bilo več nobenih rezervacij. Tudi Jaredovo avto je manjkalo, vendar so ga kmalu našli. 17. avgusta je policija vozilo našla v stanovanjskem naselju Atwater Village v Los Angelesu. Po podatkih parkirne kazni je bilo tam že od 4., še preden je policija sploh stopila v stik z Jaredovo družino. Edina povezava, ki jo je imel Jared z Los Angelesom, je bila univerzitetna prijateljica, vendar z njim ni bila v stiku v času njegovega izginotja. Po navedbah prijatelja, ki je objavil na spletu, so ga videli, ko je zapuščal garažo v Seattlu. Prometna kamera ga je posnela približno 32 km južno od Airbnb-ja, kasneje pa so ga videli v Dunkin' Donuts, nedaleč od kraja, kjer so našli njegov avto. Jaredova družina je večkrat pozvala k informacijam in zbrala denar za najem zasebnega detektiva, da bi poskušali najti svojega pogrešanega bližnjega. Nažalost je bilo po nekaj začetnih poročilih o njegovem izginotju zelo malo medijskega poročanja o njegovem primeru. Eden od Jaredovih prijateljev je še naprej delil informacije o preiskavi na forumu Web Sleuths. Ugotovila je, da je bil Jared po svojem izginotju nekajkrat aretiran v zvezni državi Washington, običajno zaradi stvari, kot so vdor na tuje zemljišče ali kraja hrane. Nekdo, ki je ustrezal njegovemu opisu, je bil prav tako opažen kot brezdomec na tem območju. Njegova družina je poskušala stopiti v stik z javnimi zagovorniki v Jaredovem primeru, da bi mu zagotovila potrebno pomoč. Nažalost je bil po vsaki aretaciji preprosto izpuščen nazaj na ulice in je izginil izpred oči. Tako se iskanje nadaljuje. Jared je bil ob svojem izginotju opisan kot visok 170 cm in težak 68 kg. Je afroameriškega in libanonskega porekla ter ima več tetovaž, vključno z zmajem na desni meči, vrstico in stolpec na roki ter portret svoje matere na rami. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče policijsko upravo v Seattlu na številko 206 6225 5011. London Daily Telegraph, danes znan pod krajšim imenom Daily Telegraph, objavlja križanke v vsaki izdaji že od leta 1929. Čeprav so te križanke običajno mišljene kot zabava, je vlada dvakrat podrobno preučila križanke tega časopisa, ko so menili, da je bila ogrožena državna varnost. Leta 1942, med drugo svetovno vojno, je Telegraph objavil križanko, o kateri je bila ena od ugand francosko pristanišče, pravilen odgovor pa je bil Dieppe. In opazili so, da naj bi prav tam naslednji dan potekala invazija. MI5, britanska kontraobveščevalna agencija, se je odločila raziskati primer, če bi bil kdo pri časopisu kompromitiran, vendar so na koncu ugotovili, da je šlo zgolj za naključje in da ni bila storjena nobena škoda. 2 leti kasneje je prišel eden najpomembnejših datumov v celotni drugi svetovni vojni. Načrtovanje invazije na dan D je bilo v polnem teku in 2. junija tistega leta je časopis Telegraph objavil še eno izmed svojih križank. Britanski obveščevalni časnik je po naključju vzel izvod in se odločil, da poskusi rešiti križanko. Na svoje presenečenje je ugotovil, da je odgovor na 17 navpično Utah, kar ga je takoj zaskrbelo. Invazija naj bi se zgodila že čez 2 meseca. Ime plaže, ki naj bi jo napadla ameriška 4. pehotna divizija, pa je bilo kodno ime Utah. A je domneval, da mora biti to naključje. Vpisal je odgovor in nadaljeval z reševanjem križanke, vendar se ni mogel znebiti občutka, da je bil odgovor vključen v časopis z določenim namenom, na primer za posredovanje informacij nemški vojski. Odločil se je, da bo pogledal križanke, ki so bile objavljene v dneh in tednih predtem, in bil je osuplo ugotovil, da so bili odgovori Juno, Gold in Sword. Vse to so bile šifre za obale, ki naj bi jih napadli zavezniki ZDA. V tednih, ki so sledili pred načrtovano invazijo, je križanka povzročila še en preplah. 22. maja je vsebovala namig Rdeči indijanec na Missouriju, odgovor pa je bil Omaha. Teden dni kasneje je vsebovala namig Velika živina, odgovor pa je bil Overlord. 30. maja in 1. junija sta bila namiga Grm je središče vrčevskih revolucij in Britanija in on držita isto stvar,
odgovora pa sta bila Mulberry in Neptune. Vse te besede so bile šifre za določene vidike invazije. In tokrat so bile oblasti prepričane, da to ni bilo zgolj naključje. Bergeli so, da je nekdo poskušal opozoriti nemško vlado na invazijo in je tedne prenašal ključne skrivne informacije prek križank v časopisu. M.I. Pete je iz obtoka umaknil vse izvode časopisa Telegraph z 1. junija in se odločil, da se pogovori z Leonardom Daw, avtorjem križank in ravnateljem šole Strand v Eppingham v Surreyu. Daw je križanke sestavljal že 25 let po služenju v Prvi svetovni vojni. Pridržani pa so ga pred njegovimi učenci in osebjem, preden so ga prisilno odpeljali v čakajoče vozilo. Njegovo hišo in pisarno so preiskali, njega pa so več dni zasliševali. Daw je kasneje izjavil, da je bil prepričan, da bo izgubil življenje, saj so bili njegovi zasliševalci izjemno agresivni in so ga nenehno obtoževali, da je izdajalec. Vztrajal je, da ne ve ničesar o invaziji na dan D in je bil na koncu izpuščen po uspešni invaziji. Ugotovili so, da je bila povezava med odgovori in invazijo zgolj naključje in da Daw resnično ni imel pojma, da je nehote objavljal skrivne vojaške šifre. Nekje na morskem dnu ob obali Južne Anglije leži ladja iz 17. stoletja, ki so jo poimenovali Eldorado morja. V njenem potopu ni bilo nič posebej skrivnostnega, vendar pa je zaklad, ki ga je prevažala, to ladijsko razbitino, naredil eno najbolj iskanih v oceanu. Merchant Royal je bila 48 metrov dolga galeon, ki jo je imel v lasti in upravljal John Lindberry. O Lindberryju ni znanega veliko, razen tega, da je bil lastnik te ladje. 2 leti, med letoma 1637 in 1640, je ladja plula med Anglijo in španskimi kolonijami v zahodni Indiji. To je bilo redko obdobje miru med Španijo in Anglijo, španske kolonije pa so bile polne zlata in srebra, kar so mornarji, kot je Limbrecht, želeli izkoristiti. Prevažal je blago in strelivo v španske kolonije, ter se v Anglijo vračal zlatniki in dragulji. Leta 1640 je bila ladja Merchant Royal na poti nazaj z enega od teh trgovskih potovanj, ko je posadka opazila puščanje. Ustavili so se v Cadizu v Španiji zaradi obsežnega popravila trupa in na morje se niso vrnili do naslednjega poletja. Kmalu preden bi se ladja morala ponovno odpraviti na pot, je v Cadizu zagorelo drugo plovilo. To je bila ladja, ki naj bi prevažala zlato in srebro v Flandrijo, kjer so se španski vojaki bojevali na 2 frontah proti nizozemskim upornikom in francoskim napadalcem v prekrivajočih se 80-letni vojni in francosko-španski vojni. Zaklad naj bi bil uporabljen za plačilo teh vojakov. Lindberry je izkoristil situacijo in ponudil, da zaklad prepelje na ladji Merchant Royal. Ladja je izplula skupaj s svojo sestrsko ladjo Dover Merchant v zadnjem tednu avgusta 1641. Nažalost se je puščanje v trupu ponovno pojavilo. To ne bi smelo predstavljati prevelike težave, saj je imela ladja prav zaradi tega na krovu črpalke. Ko pa je Merchant Royal začela pluti ob angleški obali, jo je zajela silovita nevihta. Črpalke so prenehale delovati in ladja je začela zajemati vse več vode. Po nekaterih virih Lindberry sprva ni hotel zapustiti svoje ladje in zaklada, ki ga je ta vsebovala. Domnevno je trdil, da je trdo delal, da je zbral takšno bogastvo in ga ne namerava kar tako zavreči. Toda, ko so se razmere poslabšale, je postalo jasno, da reševanje zaklada ne bo mogoče. Izstrelil je enega od topov ladje Merchant Royal, kar je pritegnilo pozornost ladje Dover Merchant. Sesterska ladja je priplula, da bi rešila nasedle mornarje, medtem ko sta Merchant Royal in njen zaklad potonila na dno oceana. Od takrat naprej lovci na zaklade poskušajo najti razbitino potopljene ladje. Ocene o vrednosti zaklada na krovu se zelo razlikujejo. Lahko bi šlo za samo 250 milijonov ali celo do 20 milijard. Del zmed izhaja iz dopisa, ki ga je napisal kralj Karel I. V zapisku piše, da je bila izguba ladje Merchant Royal največja, kar jih je bilo kdajkoli utrpljenih na eni sami ladji, saj je prevažala tovor v vrednosti vsaj 400.000 funtov. V brošuri, najdeni v britanski knjižnici, je izguba opisana kot 300.000 v plemenitih kovinah, 100.000 funtov v zlatu in prav toliko v draguljih. Besedilo ne pojasnjuje, ali so funti uporabljeni kot enota teže ali kot valuta, kar je pomembna razlika. Ne glede na to, kakšna je natančna vrednost plemenitih kovin in zlata, to še vedno privablja lovce na zaklade.
Leta 2007 so ugibali, da so ameriški potapljači iz projekta Black Swan našli razbitino, vendar se je izkazalo, da to ne drži. Leta 2019 so ribiči iz Cornwalla našli sidro, ki je sprva ustrezalo tipu, ki ga je uporabljala ladja Merchant Royal, vendar nikoli ni bilo potrjeno, da je res z nje. Za zdaj ladja ostaja neodkrita. Wade McCluskey Jr. se je rodil v Buffalo v New Yorku leta 1902. 25 let kasneje je diplomiral na Ameriški mornariški akademiji in v samo 3 letih se je povzpel do položaja navigatorja. Med služenjem v vojski je bil na več službenih napotitvah, služboval pa je tudi na več kopenskih objektih. Aprila 1941, med drugo svetovno vojno, je postal poveljnik lovske eskadrilje 6 in nato poveljnik letalske skupine Enterprise. Do tega časa je napad na Pearl Harbor zagotovil vstop ameriške vojske v vojno. In junija 1942 sta bila McCluskey in 32 strmoglavnih bombnikov zadolžena za zelo specifično in nevarno nalogo. Dobili so ukaz, naj preletijo Tihi ocean v iskanju letalonosilk flote Kido Butai, ki so pripadale cesarski japonski mornarici, in jih po možnosti uničijo. Dobili so natančne koordinate, kjer naj bi se flota nahajala, in skupina se je odpravila izpolniti svojo nalogo. Kmalu pa so ugotovili, da so se izgubili, saj se je flota bodisi premaknila naprej, ali pa so dobili napačne informacije. McCluskey je opazil, da japonski rešilec pluje proti severovzhodu in domneval je, da namerava srečati letalonosilke, zato se je odločil, da mu sledi. To ni bila odločitev, ki bi jo sprejel zlahka, saj je s tem kršil ukaze, poleg tega pa je skupini letal zaradi ovinka, ki so ga naredili, začelo zmanjkovati goriva. Odločil se je tudi, da ne bo vzpostavil radijske zveze z nikomer, saj je verjel, da bi njegovo sporočilo prestregli. Kasneje je izvedel, da tudi če bi zaprosil za nadaljnja navodila po radiju, ne bi dobil veliko pomoči, saj nihče na njegovi letalonosilki ni izvedel za premik japonske flote. McCluskey in njegovi možje so leteli proti jugozahodu v upanju, da bodo naleteli na floto, ki so jo iskali, in preleteli prvotne koordinate, ki so jim bile dane. Kasneje je izjavil, da je čutil prisotnost Kido Butai, saj je verjel, da je bil zaradi prejšnjega napada njen napredek upočasnjen in da je bila prisiljena spremeniti smer. Pravilno je domneval, da je flota obrnila proti severovzhodu, da bi izvedla protinapad proti ameriškim površinskim ladjam in se odpravil v tisto smer. Na to je prišel najbolj neverjeten trenutek te zgodbe. McCluskey in njegovi kolegi piloti so opazili Kido Butai in se pripravili na spopad. 3 letalonosilke, Kaga, Akagi in Soryu, so prišle v vidno polje in neverjetno, ravno ko so se obrnili za napad, so morale vse 3 letalonosilke ponovno naložiti svoje orožje, kar je McCluskeyju in njegovim možem dalo popolno priložnost za napad. Ena eskadrilja z ladje USS Yorktown je prispela ravno ob pravem trenutku in vse 3 letalonosilke so bile napadene z natančnostjo. Akagi in Kaga sta bili obe zapuščeni, Soryu pa je bila potopljena. Celoten napad je trajal le nekaj minut in japonska mornarica je zaradi neverjetnega spleta naključij izgubila 3 svoje najdragocenejše letalonosilke. McCluskey je vztrajal, da to, kar so storili on in njegovi možje, ni bilo nič posebnega, saj so se zgolj zanašali na svoje usposabljanje in intuicijo pri izpolnjevanju naloge. A ni dvoma, da je pri tem dogodku nekaj vloge odigrala tudi naključje. Ena izmed najbolj nenavadnih skrivnosti v zadnjih letih se je zgodila v majhni ribiški vasici na karibski obali Venezuele. Za nekatere vaščane se je zdelo, kot da gre za dejanje božanske intervencije. Drugi so sumili zaroto, resnica ostaja nepojasnjena. Po poročilih medijev se je zgodba o skrivnostnem zlatu guaca začela z ribičem po imenu Yelman Leres. Leres je živel v vasi Guaca, majhni ribiški vasi na severni obali Venezuele. Ob času odkritja, decembra 2020, se je vas spopadala s težavami. Gospodarska situacija v Venezueli jih je močno prizadela in mnogi ljudje v skupnosti so se trudili priskrbeti hrano zase in za svoje družine. Vas je tradicionalno oskrbovala velik del Južne Afrike s sardelami, poleg tega pa so bili tam tudi državni obrati za konzerviranje tune. Ti obrati so se zaprli, naraščajoči stroški goriva pa so oteževali odhod na ribolov. To je odkritje zlata naredilo še toliko bolj neverjetno.
Leres je zgodaj zjutraj hodil po plaži, ko je v pesku opazil nekaj, kar se je svetilo. Ustavil se je in izkopal zlat medaljon s podobo Device Marije. Leres je medaljon odnesel domov in svojo najdbo delil z družino. Kmalu je za skrivnostni zlati predmet izvedela cela vas. Odpravili so se na plažo, da bi videli, ali lahko tudi sami kaj najdejo. Hitro so ugotovili, da Leresov medaljon ni edina stvar, ki jo je mogoče najti. V naslednjih nekaj dneh so vaščani prečesavali pesek v iskanju drugih kosov nakita. Po poročanju New York Timesa so nekateri preživeli noč na plaži, da bi zaščitili majhen košček peska, ki so ga v iskanju razglasili za svojega. Skoraj vsak v vasi je odšel z vsaj enim zlatim predmetom. Večina je našla majhne prstane, nekateri pa so odkrili uhane, medaljone in zlate verižice. Ugibanja o tem, odkod je prišlo skrivnostno zlato, so se začela takoj. Nekateri so ugibali, da bi lahko prišlo z potopljene ladje, polne zaklada, ki je pred stoletji patrulirala po Karibih. Bilo je dovolj zgodb o piratih, da so namigovali, da bi lahko ena od teh ladij bila vir. Če bi nevihta ali velik val iztrgal skrinjo z zakladom, bi to lahko pojasnilo, zakaj šele zdaj prišla na površje. Drugi so bili bolj skeptični glede izvora. Predlagano je bilo, da je venezuelska vlada morda pustila predmete na plaži, v upanju, da bi to lahko ustavilo proteste, ki so se takrat dogajali. Nekateri so to preprosto videli kot božji dar, še posebej, ker se je to zgodilo hkrati z vrnitvijo sardel v lokalne vode po 4 mesecih odsotnosti. Večina vaščanov pa ni bila preveč zaskrbljena, odkot je zlato prišlo. Predmeti so bili hitro prodani v sosednjih mestih in vaseh, nekateri celo za $15. Krajovci iz Guace so denar uporabili za hrano, gorivo in nujno potrebna popravila. Ker je bila večina predmetov hitro prodana, je bilo malo priložnosti za kakršnokoli testiranje. Časopis New York Times je naročil testiranje najdenega člena in zlate verige. Rezultati so pokazali, da je bil predmet verjetno izdelan v Evropi sredi 20. stoletja, s čimer so ovrgli zgodbe o piratskem zakladu iz 17. in 18. stoletja. Možno je, da bi nedavnejša pošiljka nakita, ki je padla v morje, lahko pojasnila odkritje, vendar noben takšen dogodek ni bil povezan z zlatom iz Guace in nihče se ni oglasil, da bi zahteval predmete. Film Sile narave je izšel leta 1999. V glavnih vlogah pa igrata dve izmed najbolj znanih hollywoodskih imen, Sandra Bullock in Ben Affleck. Zgodba filma sledi liku Afflecka, Benu, ki dela kot pisec povzetkov za knjige s trdimi platnicami. Film pa se začne, ko je na poti iz New Yorka v Savannah v Georgiji, saj se bo tam poročil. Ima rahlo strah pred letenjem in postane vznemirjen, ko ugotovi, da sedi poleg lika Sandre Bullock, Sare. Njena osebnost je popolno nasprotje njegove, saj je svobodnega duha in ga takoj vključi v pogovor. Uspemo zdržati pogovor, dokler se letalo končno ne pripravi na vzlet. A potem se njegove najhujše strahove uresničijo. Prav ko letalo vzleta, ptica prileti v enega od motorjev in letalo zdrsne s steze, zaradi česar vsi na krovu zapaničarijo. Vsi varno zapustijo letalo, vendar sta Ben in Sara preveč prestrašena, da bi se ukrcala na drugi led. Zato se odločita, da si delita taksi z moškim po imenu Vic, ki je prav tako ušel v skorajšnji tragediji. Čas je ključen, saj mora Ben pravočasno priti v New York na svojo poroko. Toda kot je običajno pri takšnih filmih, se na vsakem koraku pojavi nova ovira in usoda se zdi, kot da je proti njemu. Najprej trojico aretirajo, ko se Vic odloči zaužiti prepovedano substanco med vožnjo s taksije. Ben in Sara pa sta izpuščena in se odločita, da bosta namesto taksija raje vzela vlak. Nažalost, po iskrenem trenutku ugotovita, da vlak v resnici pelje v Chicago. Nato izstopita z vlaka in se začneta zbliževati zaradi njegovih dvomov glede poroke. Sara nato odkrije, da njen bivši mož poskuša spodkopati prodajo njune prodajalne bagelov v Savani. Prosi Bena naj se pretvarja, da je njen mož, ko prispeta tja, in on se strinja, saj bi izkupiček od prodaje njenega dela trgovine dobil njen sin, s katerim je bila odtujena. Medtem ko potovanje traja, se oba začneta čedalje bolj privlačiti. In ko naletita na Benovo pričo in pričo njegove zaročenke, sumijo, da imata afero. Privlačnost med njima samo še raste in na neki točki Ben izjavi, da je pripravljen odpovedati svojo poroko. A ko pride dan poroke, si premisli in se poroči svojo zaročenko.
Sarah se odloči, da tiho odide in se na koncu ponovno združi s svojim sinom. To je predvidljiv film, ki na blagajnah ni navdušil, vendar je izjemen zaradi zelo nenavadnega naključja. Decembra 2000, malo več kot leto po izidu filma Sile narave, je Bullockova odpotovala na letališče Jackson Hole v Wyomingu, da bi preživela božič s svojim fantom Bobom Schneiderjem. Potovala je s poslovnim letalom, dvomotornim Hawkerjem, ko je pilot o pristajanju zaradi nevarnih razmer naredil napako in zamenjal talne luči za luči pristajalne steze. Letalo je bilo napačno poravnano s pristajalno stezo in takoj, ko je pristalo, je zdrsnilo steze, prav tako kot v filmu. V incidentu nihče ni bil poškodovan, vendar so mediji hitro izpostavili neverjetnost, da bi se kaj takega zgodilo igralcem v filmu, nato pa še v resničnem življenju. Po besedah znanstvenikov vemo več o površju Marsa kot o dnu največjega sistema sladkovodnih jezer na Zemlji, Velikih jezer. Ko so leta 2022 poskušali to spremeniti v kartografskem projektu, so znanstveniki naleteli na nekaj skrivnostnega in nepričakovanega. Znanstveniki so delali na zvezno zaščitenem območju jezera Michigan, kjer leži več 10 razbitin ladij. Cilj projekta je bil kartirati te razbitine in zagotoviti informacije, ki bi jih lahko uporabili za boljše upravljanje območja. Toda to, kar so znanstveniki našli, je bilo nekaj, česar še nikoli niso videli v jezeru Michigan. Bila je serija velikih okroglih vdolbin na dnu jezera, ki so se raztezale več kilometrov. Vdolbine niso bile videti kot delo človeka, vendar to ni zožilo možnosti, kaj bi lahko bile. Nedavno raziskovanje je znanstvenikom dalo več informacij o vdolbinah, vendar še vedno niso prepričani, kaj jih je pravzaprav povzročilo. Na tem območju so našli približno 40 vdolbin, čeprav znanstveniki verjamejo, da jih je verjetno še več, ki še niso bile niti kartirane. Njihov primer je bil od 300 do 600 čevljev, raztezale pa so se v liniji, ki je potekala od točke približno 14 milj jugovzhodno od Sheboygana v Wisconsinu proti jugu do Port Washingtona. Verjame se, da te luknje niso nič novega, vendar je zanimivo omeniti, da so lovci na razbitine ladij, ki so delali na tem območju, opazili luknje približno istočasno kot znanstveniki. Obstaja nekaj teorij o tem, kaj bi lahko bile te vdolbine, najpogostejša med njimi pa so vrtače. Vrtače so bile odkrite v sosednjem jezeru Huron leta 2001 in so videti podobne tvorbam, ki so jih našli v jezeru Michigan. Te nastanejo na enak način kot vrtače na kopnem. Podtalnica postopoma erodira apnenčasto kamnino, ko se premika skozi območje. To oblikuje podzemne jame in votline, ki sčasoma postajajo vse večje. Sčasoma postane skala med temi jamami in dnom jezera tako tanka, da ne more več podpirati teže zgoraj in strop jame se zruši. Pri jezeru Huron so znanstveniki odkrili, da sol in žveplo pronikata v jezero skozi podtalnico. Ni dovolj, da bi imelo pomemben vpliv na celotno jezero, vendar pa prispeva k izjemnim razmeram znotraj samih vrtač. Do zdaj znanstveniki niso našli nobenih dokazov, da bi podtalnica pronicala v jezero Michigan skozi te vrtače, vendar je to morda še treba odkriti. Obstaja še nekaj drugih predlogov o tem, kaj bi lahko bile te depresije, vključno z brazgotinami, ki so jih izklesali ledeniki med zadnjo ledeno dobo, ali kraterjem, ki ga je oblikovalo izlivanje vode iz globin, ali pa ujete ogljikovodike, ki uhajajo v obliki plinov. Medtem ko znanstveniki poskušajo priti do dna geološke skrivnosti teh depresij, obstaja tudi skrivnost, kakšno življenje se morda skriva v njih. Depresije so pregloboke, da bi vanje prodrla sončna svetloba in so izjemno mrzle. Toda znanstveniki so tam v temi že odkrili sladkovodne mizidne rakce, majhne ribe in invazivno vrsto školjk. V vrtačah jezera Huron sta dve različni vrsti bakterij oblikovali edinstven simbiotski odnos. Zato v jezeru Michigan ni dokazov, vendar znanstveniki pričakujejo, da bodo tukaj v vodi našli zanimivo mikrobno življenje. Nadaljnje raziskave življenja tukaj bi lahko ponudile vpogled v to, kakšno je bilo zgodnje življenje v oceanih Zemlje pred milijardami let. Kot smo že omenili, so možnosti, da vas udari strela ali da zadenete na loteriji, izjemno majhne. A si predstavljate, da bi se obe ti stvari zgodili eni osebi v njenem življenju? Moški, o katerem govorimo, je Peter McCarthy. Prihaja iz Nove Škotske v Kanadi, kjer je lastnik trgovine. Toda njegova zgodba o sreči in nesreči se je začela dolgo preden je postal odrasel, ko je preživljal čas na čolnu.
Za medije je povedal, da sta se pri 14 letih on in njegova družina odločila za izlet z ladjo, pri čemer niso nikoli pričakovali, da se bo vse skupaj razpletlo na tako neverjeten in strašljiv način. Povedal je, da so v nekem trenutku zapeljali čoln v plitvo vodo. Njemu pa so zaupali nalogo, da pred odhodom preveri, ali je čoln pravilno zaklenjen. Bil je popoln dan za vožnjo s čolnom, saj je sijalo sonce. On pa je med izletom opazil, da je bilo na nebu le eno samo belo oblaček. Naslednje, česar se je zavedal, je bilo, da se je zbudil ob strani čolna. Njegova družina pa mu je razložila, da je strela potovala skozi veje bližnjega drevesa, preden ga je zadela. Odpeljali so ga v lokalno bolnišnico, kjer so ga oskrbeli in je nato popolnoma okreval. Mislil je, da je preživel enega najbolj neverjetnih dogodkov, kar jih bo kdaj doživel v svojem življenju. A leta kasneje, kot odrasel, je še enkrat kljuboval izjemno majhni verjetnosti. In tokrat mu je to zavedno spremenilo življenje. Julija 2015 sta se on in ena od njegovih sodelavk, ženska po imenu Diane Miller, odločila skupaj kupiti loto listek 6 od 49. Ironično je listek kupil v lastni trgovini in vedel je, da bi v primeru zmage kot prodajalec prejel dodatnih 10,000 kot bonus za prodajalca. Ta nakup loto listka ni bil nič drugačen kot katerikoli drug, saj sta on in Diane že več kot leto dni preizkušala srečo in nikoli zares nista pričakovala, da bosta zadela večjo vsoto denarja. A izkazalo se je, da sta se motila. Naslednje jutro po žrebanju sta ugotovila, da sta zadela glavni dobitek in prejela nagrado v višini $1 milijona v pisarnah Atlantske loterije v Monktonu. Takrat so bile možnosti za zmago na loteriji 1 proti 14 milijonom in par ni mogel verjeti svoji sreči. A to ni bil konec te neverjetne zgodbe. Skoraj neverjetno je, da je tudi Petrovo hčer v življenju udarila strela, kar se zdi skoraj preveč neverjetno, da bi bilo res. Verjetnost, da te udari strela, nato zadeneš na loteriji in da nato še enega tvojih družinskih članov udari strela, je bila izračunana na približno 1 proti 2,6 bilijona, kar dokazuje, kako neverjetne so bile Petrova možnosti. Diana je povedala, da bo svoj del dobitka porabila za potovanje v Cancún v Mehiki. Peter pa je povedal, da sta z ženo poročena že več kot 30 let, zato se mu je zdelo dobra ideja, da jo odpelje na drugo poročno potovanje. Peter je kot lastnik trgovine osvojil tudi dodatnih $10,000 in načrtuje, da bo preostanek denarja dobro izkoristil, ko se bo njegovo potovanje z ženo končalo. To zmago je vzel kot potrditev, da je v življenju vse mogoče, ne glede na to, kako neverjetno se morda zdi. Olmeška civilizacija je morda ena najpomembnejših starodavnih civilizacij, kar jih je kdaj obstajalo. Nekateri starodavni zgodovinarji verjamejo, da je morda služila kot matična kultura poznejšim civilizacijam, ki so si svoj dom ustvarile v Mezoameriki. Toda danes vemo zelo malo o samih Olmekih. Del razloga za skrivnost je očitno pomanjkanje pisnega sistema. Prvi potrjeni pisni sistem iz Mezoamerike je bila zapoteška pisava, ki datira med 500 in 600 let pred našim štetjem. To je bilo proti koncu vrhunca vpliva Olmekov, saj so zapoteki postajali vse bolj pomembni, medtem ko so Olmeki začeli nazadovati. Ker Olmeki niso pustili nobenih pisnih virov, je težko razumeti njihovo kulturo, običaje in zgodovino, razen vpliva, ki so ga imeli na prihodnje civilizacije. Vendar so izkopavanja v 90 letih prejšnjega stoletja na območju, ki je bilo nekoč središče Olmekov, nakazala, da so morda vendarle pustili za sabo neko obliko pisave. Prvi od teh primerkov, o katerem so pisali v strokovni literaturi, je bil odkrit leta 1997 ali 1998. Izkopavanja v San Andresu so prinesla edinstven predmet. Bil je to valjasti pečat, opisan kot približno velikosti pesti. Simboli so bili skrbno vrezani v pečat. Arheologi pa so domnevali, da so ga uporabljali za tiskanje na tkanino. Ko so ga povaljali v črnilu in nato na papirju, je razkril podobo ptice z lijakom, ki ji je štrlel iz ust. Lajek skoraj spominja na sodobne oblačke za govor, saj vodi do niza simbolov. Arheologi verjamejo, da bi se simboli lahko prevedli kot 3 ajahe, datum na svetem 260-dnevnem koledarju in morda ime vladarja. Val datira približno v leto 650 pr. neko neštevende, nekaj desetletij pred prvo zapoteško pisavo. Odkritje še zdaleč ni bilo popoln pisni sistem, vendar je nakazovalo na simbole, ki bi v času Olmekov izražali določene pomene. Nekaj let po razkritju pečata iz San Andresa so našli še starejši artefakt.
Tu odkritje ni prišlo med arheološkimi izkopavanji, temveč med gradnjo ceste. Delavci so našli blok iz serpentinita. Ena stran je bila zglajena in rahlo konkavna. Na tej gladki strani so bili v površino vrezani simboli. Na kamnu, ki je postal znan kot blok Kaskajal po vasi, kjer so ga našli, so prepoznali 62 simbolov. Nekateri od teh so se ponavljali, skupaj pa je bilo predstavljenih 30 edinstvenih znakov. Ti so segali od zelo jasnih prikazov stvari, ki jih vidimo v resničnem svetu, kot so žuželke, ribe in koruza, do bolj abstraktnih znakov. Pisni sistem ni bil postavljen v stolpce kot drugi mezoameriški pisni sistemi. Namesto tega so bile majhne skupine simbolov združene skupaj in so se zdele brane vodoravno. Kako so te skupine med seboj povezane, če sploh so, ni znano. Določanje starosti artefakta je bilo težko. Arheologi so uporabili keramične črepinje, najdene v istih ruševinah, da bi ocenili datum okoli 900 let prestanažne štute. Drugi so to postavili pod vprašaj. Dejstvo, da je bil blok najden v ruševinah, ki jih je naredil buldožer, in ne v ustreznih arheoloških izkopavanjih, otežuje določitev, kako je bil povezan z ostalimi ruševinami. Vendar so geologi pregledali blok in ugotovili sledove preperevanja v napisih. Napis je starodaven, tudi če natančno ne vemo, iz katerega obdobja izvira. Simboli na kaskajalskem bloku so drugačni od vseh, ki jih najdemo v kasnejših mezoameriških pisnih sistemih. Brez česarkoli, za primerjavo je sodobnim zgodovinarjem nemogoče natančno ugotoviti, kaj piše. Dejstvo, da je bil odkrit le en sam artefakt, prav tako onemogoča, da bi lahko rekli, ali gre za pravo pisavo ali za nekaj veliko enostavnejšega. Toda možnost, da bodo v prihodnjih izkopavanjih našli nove artefakte, pomeni, da bi skrivnost olmeškega pisnega sistema morda nekoč lahko razrešili. Možnosti za zmago na katerikoli veliki loteriji, kjerkoli na svetu, so izjemno majhne in večina izmed nas nikoli ne bo doživela veselja ob zmagi zneska, ki bi nam spremenil življenje. Po najnovejših statističnih podatkih so možnosti za zmago na ameriški loteriji Powerball približno 1 proti 292 milijonov. Verjetnost za zmago na loteriji Mega Millions je še manjša, in sicer 1 proti 302 milijonoma. Glede na to, da obstaja 1 proti 1,2 milijona možnost, da vas v življenju udari strela, to samo kaže, kako neverjetno manj verjetna je zmaga na loteriji. Toda enemu paru je decembra 25. uspelo kljubovati vsem tem verjetnostim. Ta nenavaden primer se je začel leta 2018, ko sta se mož in žena, Richard Davies in Faye Stevenson Davies, odločila igrati loterijo Euro Millions Millionaire Maker. In tako kot večina izmed nas, ko igramo loterijo, tudi ona dva nista pričakovala, da bosta odšla s kakršnim koli glavnim dobitkom. Vendar ima je bila usoda naklonjena in obveščena sta bila, da sta zadela neverjetnih 1,3 milijona dolarjev. Njuno življenje se je spremenilo na bolje, a upala sta, da bosta lahko ponovila ta neverjetni dobitek in še naprej kupovala več srečk. Faye, strokovnjakinja za duševno zdravje, je kasneje povedala medijem, da sta z Richardom vedela, da so možnosti za dvakratno zmago izjemno majhne. In vedela sta, da če vsaj ne sodelujeta na loteriji, nikoli ne bosta imela možnosti, da bi postala večkratna zmagovalca. Medtem ko je bila njuna prva zmaga samodejna, je bila druga nekoliko bolj zapletena. Ujela sta 2 izmed izžrebanih številk, kar jima je zagotovilo vstop v žreb za naslednje žrebanje. Richard, nekdani frizer, ki je zdaj delal kot kurir, je povedal, da sta z zadržanim dihom čakala na naslednje žrebanje. Spet sta ujela 2 številki in bila ponovno uvrščena v žreb za srečneže. In to se je zgodilo skupno 4-krat, preden se je zgodilo nepredstavljivo. V 4. žrebu so se vse njihove številke ujemale in odšli so z dodatnimi 1,3 milijona dolarjev. Možnosti, da se to zgodi, so veliko manjše kot pri običajnem žrebanju lota. Razkrili pa so, da so premagali verjetnost 24 bilijonov proti 1. Ko so ga vprašali o njuni neverjetni dvojni zmagi, je Richard izjavil, da za svojo srečo pripisujeta zasluge pozitivnemu razmišljanju. Dodal je, da sta vedno verjela, da obstaja možnost za zmago v obeh primerih in da se jima je vztrajnost na koncu obrestovala. Vendar to ni prvič, da je nekdo 2-krat zadel na loteriji. Moški po imenu Paul Cochran je enkrat v eni noči 2-krat zadel na loteriji Powerball. Igralec iz Kolorada pa je isto loterijo zadel 2-krat v 3 mesecih. V obeh primerih sta igralca odšla skupno 2 milijonoma dolarjev.
6. decembra 1973 sta dva zamaskirana moška ukradla približno $7,300 iz vlaka, ki je potoval skozi deževni gozd severnega Queenslanda v Avstraliji. Kraja je bila glavna novica na naslovnici v Cairnsu in preiskava se je takoj začela, vendar o moških ni bilo nikoli najdenih nobenih sledi. Več kot 50 let kasneje zločin ostaja nerešen. Železniški motorni vlak razreda 1800 je zapustil postajo Cairns okoli 9:40 zjutraj. Bil je namenjen v Kurando, majhno vasico v deževnem gozdu, ki se je začela promovirati kot turistična destinacija. Na krovu je bilo med 15 in 20 potnikov. Nihče od njih ni vedel za gotovino, ki so jo prav tako prevažali. Vsaka 2 tedna je železnica Kuranda prevažala plačilne ovojnice, ki so jih osebno dostavili vzdrževalcem ob progi. Plačilna škatla z denarjem je bila priklenjena na ročico zavore v stražarski kabini na zadnjem delu vlaka. Prvi del poti je potekal brez težav, vendar je sprevodnik, ko je vlak prispel do 6. predora, opazil, da je nekaj narobe. Na tirih je bil postavljen velik balvan. Vlak se je ustavil in sprevodnik je izstopil, da bi poskušal odstraniti balvan. Takoj sta iz grmovja, ki je obdajalo železniško progo, prišla 2 moška. Na sprednja in zadnja kolesa vlaka so pritrdili verige, zaradi česar se vlak ni mogel nikamor premakniti. Moški so vihteli orožje in grozili potnikom ter posadki, potem ko so vstopili na vlak. Sprva so potniki mislili, da gre za predstavo ali potegavščino, a so hitro spoznali, kako resna je situacija, ko je bil izstreljen naboj v prtljažni prostor. Posadka na vlaku je poskušala roparjem izročiti lažno plačilno škatlo, vendar so jo kriminalci odprli na kraju dogodka in ugotovili, da je ponarejena. Nato so jim izročili pravo plačilo škatlo in so pobegnili. Med zločinom nihče ni bil poškodovan, vendar je bilo veliko potnikov razumljivo pretresenih. Verige niso bile odstranjene in vlak je bil še vedno obtičal na progi. Telefon ni bil na voljo in ni bilo nobenega načina, da bi koga kontaktirali na daljavo. Voznik je moral preteči 2 kilometra do najbližjega mesta, Stony Creek, da bi sprožil preplah. Do takrat je minila že več kot 1,5 ure. Po besedah stražarja, ki je ostal z vlakom, sta minili le 2 uri, preden je policija prispela in začela preiskavo. Jasno je bilo, da je bila kraja dobro načrtovana. Moški so bili pripravljeni z močnimi verigami in terenskimi motorji, ki so jih med ropom pustili skrite v grmovju. Imeli so tudi informacije o tem, kateri vlak bo prevažal denar. Vlak 940 ni bil edini, ki je tisti dan vozil po tej progi, vendar je bil to edini, ki so ga ustavili. Policija je sumila, da je šlo za delo nekoga od znotraj. Eden glavnih osumljencev je bil vlakovni čuvaj. Pred krajo je Clive Abdi zaprosil za dopust, da bi šel na počitnice. Policija pa je sumila, da je to nameraval storiti z ukradenim denarjem. Abdi je nameraval iti le v bližnji Townsville in nikoli ni bilo znakov, da bi prišel do kakršnega koli denarja. Zanikal je kakršnakoli upletenost v krajo in ni bilo nobenih dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem. Primer se je hitro ohladil in od takrat je ostalo tako. Verjetno je edini način, da bo ta skrivnost razrešena, ta, da nekdo se javi in prizna. Toda s časom je vse bolj verjetno, da so storilci že umrli in skrivnost morda nikoli ne bo razrešena. Nekoč v svojem življenju je igralec Charles Coughlin obiskal vedeževalko, saj je želel izvedeti, ali mu bo uspelo uresničiti sanje in postati slaven igralec. Povedali so mu, da se mu bo to res zgodilo, vendar bo izgubil življenje na vrhuncu svoje kariere in da bo njegova duša ostala nemirna, dokler njegovega telesa ne vrnejo v rojstni kraj. Coughlin se je rodil na otoku Prince Albert leta 1841. Prihajal je iz irske družine, ki se je preselila na otok in so se trudili preživeti. Člani skupnosti so plačali njegovo šolanje, ko je postalo očitno, da je zelo inteligenten, njegov oče pa je vedno upal, da bo postal odvetnik. Lahko si le predstavljamo očetovo ogorčenje, ko mu je Coughlin povedal, da se ne bo posvetil pravniški karieri in da namerava postati igralec. Izključen je bil iz očetove oporoke in mu je bilo rečeno, naj se v življenju znajde sam. Coughlin je odpotoval v Anglijo in se naselil v Londonu, kjer je začel slediti svojim sanjam. Leta 1860 je bil vključen v igralsko zasedbo neke predstave in kmalu postal znan igralec v gledališču Prince of Wales. Njegova kariera se je začela obetavno, vendar si je želel več. Odpotoval je v ZDA, kjer je nadaljeval s prizadevanji, da bi postal znano ime.
Ves ta čas so novice o njegovem uspehu prihajale nazaj k njegovi družini na otok Princ Albert. Ko je bil v svojih 50-ih, je utrdil svojo kariero in se odločil narediti nekaj nekoliko drugačnega. Ustvaril je potujočo gledališko skupino in izvajal predstave po vsej državi. Te predstave so bile zelo uspešne, vendar je stalno potovanje pustilo posledice nanj in začel se je spopadati z zdravstvenimi težavami. Diagnozirali so mu gastritis, vendar ni dovolil, da bi ga to ustavilo pri nastopanju, kar pa je bila slaba odločitev. Med nastopom na odru leta 1899 je nenadoma omedlel in ni preživel. Pokopali so ga v Galvestonu v Teksasu, saj je bilo predrago, da bi njegove posmrtne ostanke prepeljali nazaj domov, kar je po napovedi vedeževalke pomenilo, da njegov duh ne bo našel miru. A ničesar ni bilo mogoče storiti in zdelo se je, da Coglan nikoli ne bo prišel domov. A leto po njegovem pokopu je območje prizadel orkan, ki je povzročil poplavo na tem območju, vključno s pokopališčem, kjer je bil pokopan. Njegova krsta, skupaj s številnimi drugimi, je bila odplavljena v Mehiški zaliv in nato v Atlantski ocean. Od tam je plavala vzdolž vzhodne obale, po enem od krakov zalivskega toka. Skoraj neverjetno je, da več kot 8 let nihče ni naletel na to grozljivo prizorišče. A na koncu so krsto našli ribiči, povsem neverjetno, ob obali otoka Princa Alberta. Prepoznali so ime na krsti in jo odnesli nazaj na otok, kjer je bil Coglan pokopan blizu cerkve, v kateri je bil kot otrok krščen. Kljub vsemu mu je uspelo priti domov. In tisti, ki so verjeli prerokbi vedeževalke, so menili, da je njegov duh končno lahko našel mir. Na Peri med goro Rainier in goro St. Helens v zvezni državi Washington se skriva nenavadna pokrajina, ki je videti kot iz drugega sveta. Številni majhni grički prikrivajo območje in dajo vtis mozoljev ali mehurčkaste folije, prekrite s travo. Stoletja so zmedli znanstvenike in pravi izvor teh gričkov ostaja skrivnost. Te nenavadne tvorbe so znane kot Mima grički, poimenovani po preriji v Washingtonu, kjer so najbolj znani. Sestavljeni so iz peska, mulja in kamitih usedlin. Visoki so med 60 in 210 cm, ter imajo premer od 2,5 do 12 metrov. Ko so zahodni priseljenci v sredini 19. stoletja prvič prispeli na to območje, so mislili, da so grički zagotovo staroselska grobišča. A arheološke raziskave so dokazale, da temu ni tako. V gomilah niso našli ničesar, kar bi nakazovalo, da so jih naredili ljudje. Znanstveniki so morali poiskati bolj naravno razlago. Mima prerija je nekoč ležala na robu ledenega pokrova med zadnjo ledeno dobo. Obstaja teorija, da bi ta lega lahko imela nekaj opraviti z nastankom gomil. Ena od teorij pravi, da so za kupe sedimentov krive sončne skodelice. Te nastanejo, ko sonce ustvari luknje v ledu. Voda in veter nato prineseta sediment, ki se nabira v luknja. Ko se je led ob koncu ledene dobe popolnoma stopil, so ti kupi sedimenta ostali. Toda radiokarbonsko datiranje sedimentov je pokazalo, da so se začeli oblikovati po koncu ledene dobe. Ena izmed najbolj nenavadnih, a hkrati najbolj priljubljenih teorij je, da so gomile ustvarile žepni goferji. Ti goferji kopljejo pod zemljo in izkopani material potiskajo navzgor, ne pa navzdol. Goferji bi lahko ustvarile vedno večje gomile, da bi se izognile poplavam. Mnogi so to teorijo sprva zavrnili zaradi velikosti gomil, vendar so računalniški modeli pokazali, da bi lahko goferji skozi stoletja in številne generacije ustvarile gomile takšne velikosti, kot jih vidimo v Mimi. Glavna težava te teorije je, da na preriji Mima ni mogoče najti nobenih goferjev. Prvotni članek, ki je predstavil to teorijo, je predlagal, da je bolezen morda izbrisala populacijo goferjev, preden so prišli ljudje, za seboj pa so pustile le strukture, ki so jih ustvarile. Vendar pa so skeptični znanstveniki izjavili, da tudi če bi goferje našli na Mima, to še ne bi pomenilo, da so zagotovo odgovorne za te gomile. Novejša teorija predlaga, da je za gomile morda kriva vegetacija. Obstajata dve teoriji, ki temeljita na rastlinstvu. Ena predlaga, da so vetrom prineseni sedimenti ostali ujeti v vegetaciji in se sčasoma postopoma nabirali. Druga teorija pa pravi, da so drevesa preprečevala, da bi poplavne vode odnesle sedimente in da so Mima gomile vse, kar je ostalo po preperivanju. Za nastanek Mima gomil je morda več vzrokov. Gomile najdemo tudi v drugih delih sveta, od pacifiškega severozahoda do Južne Afrike.
Ali so bile te gomile vse ustvarjene za enako silo, ali pa so si le površinsko podobne, je drugo vprašanje, ki zahteva nadaljne raziskave. Potopitev Titanika. 15. aprila 1912 je od takrat naprej fascinirala zgodovinarje. Preživeli so pripovedovali zgodbe o grozi, ki so jo doživeli tisto noč. Strokovnjaki pa so skozi leta preučili nesrečo z vseh zornih kotov, da bi ugotovili, ali bi jo bilo mogoče preprečiti. Danes vemo, da je k potopu Titanika prispevalo več dejavnikov in da bi lahko rešili veliko več življenj. Vendar pa je en avtor, moški po imenu Morgan Robertson, očitno napovedal potop ladje že leta pred nesrečo. Omeniti je treba, da mnogi še vedno verjamejo, da je bil Titanik razglašen za nepotopljivega strani svojega kapitana, vendar v resnici tega nikoli ni trdil. Namesto tega so mediji in promocijski materiali, ki so spremljali prvo plovbo ladje, trdili, da je nepotopljiva. Dogodki tiste noči so večini izmed nas dobro znani in razumemo, da je k tragediji prispevala vrsta napak in spregledov. Čeprav je ledena gora, v katero je trčila ladja, zagotovo odigrala največjo vlogo v nesreči, bi lahko sprejeli več ukrepov, da bi trčenje preprečili, a usoda je imela drugačne načrte. Dogodki v knjigi The Wreck of the Titan or Futility, ki jo je napisal Morgan Robertson, so srhljivo podobni tistim, ki so se zgodili na Titaniku, zaradi česar mnogi verjamejo, da je imel nekakšno predvidevanje. A veliko bolj verjetno je, da je povezava med njegovo knjigo in dejanskimi dogodki zgolj naključje. V knjigi se ladja imenuje Titan in prav tako velja za nepotopljivo. Lahko je sprejela do 2500 potnikov in dosegla hitrost do 25 vozlov. Na koncu je ladja odplula na svojo prvo plovbo iz New Yorka proti Angliji. Da bi dosegla svoj cilj, naj bi plula čez Severnoatlantski ocean, tako kot bo 14 let pozneje plul tudi Titanik. In v obeh primerih so ladje začele pluti skozi ta del oceana z nevarno visokimi hitrostmi, medtem ko so se izogibale ledenim goram. Čeprav so te naključnosti že same po sebi nenavadne, so sledile še druge. Tako Titan kot Titanic sta trčila v ledeno goro na desni strani in izginila pod gladino ledeno mrzlega oceana le nekaj ur kasneje. Obe ladji sta bili slabo pripravljeni na tak dogodek, saj nobena ni imela dovolj reševalnih čolnov za število potnikov, za katere je bilo znano, da so na krovu. V obeh primerih več kot polovice potnikov ni bilo mogoče rešiti, večina jih je končala v ledeno mrzli vodi. Po potopu Titanika so podobnosti med nesrečo in Robertsonovo knjigo povzročile pravi vihar. Vztrajal je, da je njegova zgodba čista fikcija in da so podobnosti zgolj naključje, vendar je med pisanjem knjige tudi veliko raziskoval ladjedelništvo. S tem znanjem in veliko domišljije je napisal zgodbo, ki je bila 14 let kasneje videti skoraj preroška. In tudi sam ni mogel pojasniti nespornih primerjav med obema nesrečama. Obe ladji sta bili luksuzni križarki, bili sta približno enake velikosti, potovali sta približno z enako hitrostjo. Obe sta potonili približno 400 milj od obale Nove Fundlandije in obe tragediji bi se lahko izognili, če bi bili sprejeti potrebni varnostni ukrepi. Plošča s rogatim kačom je primer skalne umetnosti, ki so ga pred 200 leti ustvarili ljudje San iz Južne Afrike. Med upodobitvami bojevnikov in različnih prepoznavnih živali je nenavadno bitje, ki ne spominja na nič, kar bi živelo na tem območju. Žival je zmedla strokovnjake, vendar nove raziskave kažejo, da je morda upodobitev dolgo izumrle živali. Regija Karoo v provinciji Free State v Južni Afriki je bila nekoč dom Sanov, ljudstva kulture Khoi. Ljudstvo San še vedno obstaja danes, vendar je kultura Khoi izumrla. Ljudstvo ni imelo pisave in veliko tega, kar so vedeli o svetu, je mogoče ugotoviti le z arheologijo. V 30. letih 20. stoletja so arheologi, ki so delali v gorah Koosberg, odkrili elemente te kulture. Med najdenimi artefakti je bila tudi skalna umetnost, ki je prikazovala bojevnike iz Sizulu, kako se borijo z ljudstvom Sotho-Swana. Ob prizoru je videti zbirko živali, vključno z neidentificiranim bitjem. To bitje, znano kot oklasto žival, ima ukrivljeno telo. Vidne so sprednje in zadnje okončine, skupaj z repom in majhno glavo. Iz glave izhajata dva navzdol ukrivljena okla. Najbolj podoben sodobni živali je mrož, vendar ljudje San s temi živalmi niso imeli stika.
Plošča z rogatim kačem takrat ni pritegnila veliko pozornosti. In šele leta 2024 je nova študija poskušala ugotoviti, katera žival je to bila. Po mnenju strokovnjakov naj bi umetnina prikazovala deževno bitje. V kulturi Khoi so ljudje san vstopali v trans kot del deževnih obredov. V teh transih so ljudje potovali v duhovno kraljestvo, kjer so ujeli deževna bitja in jih prinesli nazaj v svet živih. Verjeli so, da je žival z okli ena od teh bitij, vendar je malo verjetno, da bi bila nekaj, kar bi umetnik ustvaril zgolj iz domišljije. Raziskovalci so trdili, da ljudstvo san v svojih umetninah ni upodabljalo namišljenih bitij. Nekatera bitja so bila združitev drugih živali, kot so kače, psi ali ljudje z okli. Vendar ni bilo nobene očitne živali, na kateri bi temeljilo skrivnostno bitje z okli. Vsaj med živimi ni bilo takega bitja. Dajsonodont je dolgo izumrla žival, ki je živela v istem času kot dinozauri. Bil je prednik sodobnih sesalcev, vendar je bolj spominjal na plazivce, ki so takrat prevladovali na Zemlji. Živeli so tudi na območju, ki je danes Južna Afrika. V regiji Karoo so našli veliko fosilov, vključno s fosili Dajsonodontov. Pravzaprav so fosile izumrle živali lahko našli nedaleč od plošče s rogatim kačjim bitjem. Po mnenju raziskovalcev je skrivnostno bitje spominjalo na to, kako si je nekdo morda predstavljal Dajsonodonta, samo na podlagi njegovih fosiliziranih ostankov. Pajk na bitju so morda celo sklic na izbokline, ki so jih našli na mumificirani koži, ki je preživela do današnjih dni. Če je to Dajsonodont, gre za najzgodnejši znani prikaz tega bitja. Dajsonodont je bil prvič opisan v znanosti leta 1845. Prepoznavni znaki na ščitih, prikazanih v skani umetnosti, datirajo umetnino v obdobje med letoma 1821 in 1835, kar pomeni, da je zagotovo nastala pred odkritjem. Kljub prepričljivim argumentom ni mogoče z gotovostjo trditi, da je upodobljena izumrla žival. V umetnosti ljudstva san ni drugih primerov upodobitve bitja z okli, vendar pa te umetnine morda še čakajo, da jih odkrijejo. Kralj Ludvik XVI. Iz Francije je prevzel ta naslov pri komaj 19 letih, potem ko je njegov oče umrl. On in Marija Antoineta sta se poročila, ko je imel komaj 15 let, in lahko rečemo, da je zaradi določenih dejavnikov v njunem zakonu postal zelo negotov in je njegova samozavest močno upadla. Preskočimo na julij 1789 in napad na Bastilijo, ki je sprožil začetek francoske revolucije. 3 mesece kasneje je razjarjena množica napada tudi Versailles. Kraljeva družina pa ni imela druge izbire, kot da pobegne, saj je postalo jasno, da verjetno ne bodo preživeli, če ne pobegnejo v palačo Tuileries. Varno so prispeli tja, a kmalu so se naveličali biti zaprti v palači in so dejali, da so se začeli počutiti kot zaporniki, ne pa kot kraljeva družina. Odločili so se, da morajo nekako zapustiti Pariz. Medtem ko se je skoraj vsak v Parizu obrnil proti Ludviku, je verjel, da bi ga ljudje, ki živijo na bolj podeželskih območjih, sprejeli kot svojega kralja. Zato se je odločil, da se morajo preseliti v Montmédy. Prepričan je bil, da jih bodo zaščitili vojaki, ki jih vodijo lojalistični častniki, in Axel Fersen, švedski častnik, ki je bil zvest Mariji Antoineti, je začel pripravljati njihov načrt pobega, ki je znan kot beg v Varennes. Okoli polnoči 20. junija 1791 so začeli svojo pot. Ludviku so naročili, naj obleče plašč in klobuk, ki jo je običajno nosil Chevalier de Coligny, ki je par obiskoval nekajkrat na teden pred tem. Njihovi otroci so bili vsi oblečeni v dekliška oblačila. Guvernanti, ki bi spremljala družino, pa so naročili, naj se obnaša, kot da je ruska aristokratinja. Marija Antoineta pa bi se pretvarjala, da je guvernanta, in so ji naročili, naj se obleče v črna oblačila, medtem ko se je Ludvik pretvarjal, da je služabnik skupine. Načrt je bil, da bi kralj in kraljica potovala v ločenih kočijah, medtem ko bi se preostali člani skupine premikali čim hitreje v lahkih vozovih. Toda Marija Antoineta je to zavrnila in vztrajala, da mora celotna skupina potovati skupaj. Ko so prečkali stražo na mestnih vratih, se jim je Fersen pridružil v težki kočiji, ki jo je vleklo kar 6 konj. Do takrat so že zamujali na srečanje z vojaškim spremstvom, ki naj bi jim zagotavljalo varnost na poti, in Ludvik je Fersenu naročil, naj zapusti skupino. Na neki točki so zamenjali konje v upanju, da bi povzročili zmedo, če bi jih iskali, vendar je novica o njihovem pobegu že dosegla narodno gardo.
Ker je bil konvoj več ur v zamudi, so vojaški spremljevalci domnevali, da je bil načrt opuščen in niso izpolnili svojega dela načrta. Poleg tega je skupina potovala precej počasneje, kot so pričakovali, in ko se je ena od uprek na kočiji zlomila, je to povzročilo še daljšo zamudo. Nejdo, medtem ko so menjavali konje, se je Ludvik odločil, da je dobra ideja, če spregovori z nekaterimi domačini, in bil je prepoznan. Novica o njihovi poti je bila poslana naprej in ko so jih ustavili, je poštni mojster po imenu Jean-Baptiste Drouet prepoznal tako Ludvika kot Marijo Antoineto. Poslal je sporočilo v Varennes in ko je skupina prispela, je starejši mož prepoznal kralja in se mu nagonsko priklonil, s tem pa zavedno zapečatil usodo njega in kraljice. Oba so aretirali in jo postavili pred sodišče zaradi izdaje, ker so jo spoznali za kriva, in zaradi te nesrečne serije naključij nikoli več nista bila svobodna. Kuiperjev pas je eno najbolj skrivnostnih mest v našem osončju. Prav tukaj izvira veliko kometov, ki drvijo proti soncu. Tukaj domujejo tudi Pluton, Eris in drugi plitlikavi planeti. Znanstveniki nenehno odkrivajo več o pasu objektov na skrajnem robu našega osončja. A obstaja eno vprašanje, na katerega še ni odgovora. Zakaj se konča? Nova spoznanja o Kuiperjevem pasu je znanstvenikom pomagalo razumeti nastanek našega lastnega osončja. Obroč ledenih teles se začne približno pri Neptunovi tirnici, 30 astronomskih enot stran od Sonca. V zgodnjem obdobju osončja so bile te krogle ledu in kamin veliko bližje središču, prav tako Neptun in ostali velikani. Postopoma sta se Jupiter in Saturn oddaljila od Sonca, kar je Urana in Neptuna potisnilo še dlje navzven. Neptun se je s časoma ustalil na svoji trenutni orbiti, vendar je gibanje planeta zmotilo tirnice objektov v Kuiperjevem pasu. Nekateri so bili poslani v notranji del osončja, kjer so postali kometi ali pa so trčili v planete. Drugi so bili vrženi še dlje in so oblikovali širok obroč okoli planetov. Kuiperjev pas je širok približno 20 astronomskih enot, vendar je onkraj razdalje 50 AU od Sonca le malo odkritih objektov. Nenaden upad je presenetljiv. Po mnenju znanstvenikov, to ni nekaj, kar bi pričakovali, in ni nekaj, kar bi opazili v drugih sončnih sistemih. Običajno bi se polje ostankov raztezalo precej dlje, vendar to pri tem pasu ni tako. Obstaja nekaj možnosti, kaj bi lahko povzročilo tako imenovani Kuiperjev prepad. Možno je, da je prepad preprosto posledica pomanjkanja opazovanj. Znanstveniki so poslali satelite v Kuiperjev pas in nove informacije o tem območju se nenehno pošiljajo nazaj na Zemljo. Toda to je še vedno izjemno daleč in pokriva ogromno območje vesolja. Možno je, da preprosto še nismo ničesar našli in da bodo nadaljne raziskave odkrile manjkajoče objekte. Vendar se zdi bolj verjetno, da gre za resničen upad, ki ga je treba pojasniti. Običajne razlage vključujejo idejo, da preprosto ni bilo dovolj materiala tako daleč stran. Menijo, da je Kuiperjev pas sestavljen iz materiala, ki je ostal po nastanku planetov. Možno je, da je bila količina preostalega materiala preprosto omejena, kar pojasnjuje redčenje. To bi bilo v nasprotju s tem, kako naj bi bil po naših modelih videti sončni sistem. Lahko pa je, da je naš sončni sistem nenavaden v primerjavi z drugimi. Še bolj zanimive teorije pa pravijo, da je zato krivo še eno astronomsko telo. Znanstveniki že dolgo teoretizirajo o 9. planetu, ki naj bi obstajal onkraj roba Kuiperjevega pasu. Mnogi večji objekti v Kuiperjevem pasu imajo zelo ekscentrične tirnice ali pa tirnice pod kotom v primerjavi z vsem ostalim v sončnem sistemu. Ena od razlag za to je še en objekt planetarne mase, ki kroži nekje v temnih zunanjih predelih sončnega sistema. Velikost tega objekta je odvisna od tega, kje natančno bi bila njegova tirnica. Lahko bi bil tako majhen kot Mars, obstaja pa možnost, da je večji od Zemlje. Objekt te velikosti pa ne bi v celoti pojasnil nenadnega upada. Možno je, da obstaja več objektov s planetarno maso, ki čakajo, da jih odkrijemo. In eden od teh je morda bolj primerljiv z znanimi ledenimi velikani kot pa z Zemljo. Tako kot Neptun, ki povzroča notranji rob Kuiperjevega pasu, bi lahko ta skrivnostni planet X bil odgovoren za zunanjo mejo. Napad na Pearl Harbor, ki se je zgodil 7. decembra 1941, je bil veliko presenečenje, kljub temu, da je ameriška obveščevalna služba pričakovala, da bo do napada verjetno prišlo.
Težava je bila v tem, da so ameriški uradniki menili, da bo napad izveden v jugovzhodni Aziji. In čeprav so večino izmed nas učili, da se je napad zgodil brez kakršnega koli opozorila, je resnica ta, da je bilo glede napada poslanih več opozoril, vendar ta zaradi nenavadnega spleta naključij nikoli niso prispela na cilj. Preden je bil napad izveden, je Japonska sklenila zavezništvo z Nemčijo. ZDA so do takrat poskušale ostati nevtralne v drugi svetovni vojni in so celo ohranjale diplomatske odnose z Japonsko. Toda nevtralnost ZDA je bila ogrožena, ko je veleposlanik Max Bishop, ki je bil najprej nameščen v Osaki, nato pa v Tokiu, izvedel za skorajšnji napad na ameriška tla, zlasti na Pearl Harbor. Max Bishop ni vedel, da je bil načrt še v povojih in da bo napad izveden šele 11 mesecev kasneje. A tako je vedel, da mora nekaj storiti s podatki, ki jih je zbral. Kasneje je razkril, da je te informacije prejel od perujske ministrice, ki pa razumljivo ni želela razkriti svojih virov. Dodal je, da bi Japonska napadla, le če bi se odločila za vojno z ZDA, in Bishop je moral pred ukrepanjem zagotoviti, da so te informacije pravilne. Stopil je v stik z več novinarji, ki so poročali o konfliktu na Japonskem, in ti so lahko potrdili, da je takšen načrt res v pripravi. To je sporočil veleposlaniku Josephu Gruu, ki je nato poslal telegram v Združene države v upanju, da bi lahko napad preprečili. Bishopu so nato naročili, naj se vrne v Washington in na poti tja se je ustavil na Havajih, kjer je navezal stik z vojaki, ki so bili nameščeni v Pearl Harborju. Ugotovil je, da so izvidniški poleti potekali po dnevi, saj piloti po noči niso videli in začel je lobirati za več takšnih poletov. Več kot 12 mesecev so njegova opozorila naletela na gluha ušesa in žal je bil napad izveden tako, kot je napovedal, z uničujočimi posledicami. ZDA so uradno vstopile v vojno, ki je trajala še 4 leta. A vendar bi lahko več drugih dejavnikov preprečilo ali vsaj omililo posledice napada. Naprimer, ko so opazili veliko skupino letal, ki se je približevala pristanišču. Poročilo o opažanju je bilo poslano v Fort Shafter, vendar se je poročnik Kermit Tyler, ki ga je prejel, odločil, da ga bo ignoriral, saj je verjel, da so letala ameriški bombniki B-17, ki se vračajo s poleta. Japonsko šifro Purple so razbili in bilo je jasno, da je vojna z Združenimi državami neizbežna, vendar ameriški dešifratorji niso mogli ugotoviti, kje bo napad izveden. Poleg tega so japonsko podmornico opazili približno 4 milje od obale pristanišča in so jo potopili, vendar njene prisotnosti niso šteli za resno grožnjo in niso storili ničesar več. Verjame se, da bi se lahko na napad pripravili, če bi ta opozorila posredovali in jih vzeli resno, in dogodki tistega dne bi se lahko odvili povsem drugače. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.